Pozdravljeni! V Ormožu smo na pragu otvoritve tradicionalnega festivala Ormoško poletje 2015. Od 20. junija do 1. avgusta se bo zvrstilo kar 13 različnih prireditev, sta predstavnici organizacijskega odbora povedali na tiskovni konferenci. Tudi letos festival Ormoško poletje prinaša koncerte, gledališke predstave, mašo za domovino, Ormoški ulični tek in Rožmarinkin festival. Tako da dogajanj v Ormožu ne bo manjkalo. Naj povemo, da je generalni pokrovitelj Ormoškega poletja je občina Ormož, generalni medijski pokrovitelj pa je Radio Prlek. Sredstev za festival je namenjenih dobrih 29 000 evrov. Naj pa zdaj predstavim naš organizacijski odbor, ki je odgovoren za pripravo tega festivalskega programa, in v njem se nahajajo predstavniki občine Ormož, Mladinskega centra Ormož, predstavnik javnega sklada za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ormož, predstavnik Zavoda za informiranje Ormož, po domače poznano Radio Prlek, potem predstavnik Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož iz enote Ormož, predstavnica knjižnice Ormož, predstavniki Koša, kluba ormoških študentov Ormož in predstavnik Turistično-informacijskega centra Ormož. V Ormoško poletje, ki se letos odvija od 20. junija do 1. avgusta, je vključenih 13 prireditev in dejansko pokrivajo širok glasbeni nabor, vse od klasike do narodno-zabavne glasbe, koncertov za mlade, rock koncertov. Pripravili smo tudi razne gledališke predstave, ki se kot za poletje spodobi, so malce lahkotnejše. Poskrbeli pa smo tudi za najmlajše. Ti lahko obiščejo gledališko predstavo, lutkovno predstavo, pa tudi letos bomo ponovno imeli Rožmarinkin festival, ki se je lani zelo dobro obnesel, tako da smo ga letos ponovili, malce smo spremenili lokacijo, o tem več kasneje. Tako da za zaključek Rožmarinkinega festivala pa še bo predstava Ribič Pepeta. Ves podroben program je predstavljen v založenki Ormoškega poletja, ki je tudi že šla po poštnih naslovih občine Ormož. Lahko jo dobite tudi na večjih točkah v Ormožu, tudi v našem turistično-informacijskem centru. Program pa najdete tudi na spletni strani www.ormos.net, poševnica Ormoško poletje, in tam je dejansko podrobno pisan program, tudi vse fotografije, tudi točno terminsko opredeljeno. Naj povemo, da je vstop na večino prireditev prost, le za nekatere prireditve je potrebno odšteti simboličnih 5 evrov vstopnine, bolj z namenom, da se zagotovijo sedeži, kot pa da bi bil namen služiti. Vstopnice pa lahko dobite le tukaj v Ticu Ormož, vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure ter soboto od 9. do 14. ure ter seveda 1 uro pred samim dogodkom na kraju dogajanja. Večina prireditev se bo odvijala v grajskem kompleksu, torej na grajskem dvorišču ali v grajskem parku oziroma v beli dvorani grajske prestave. V primeru slabega vremena pa bomo selili prireditve v Dom kulture. Naj na tem mestu izpostavim majčken problem, da dejansko vstop v Dom kulture ne bo na navadnem, pač na glavnem vhodu, ker se Dom kulture, avla Doma kulture se prenavlja, tako da bo vstop od odzadaj, bomo pa dobro označili, da bodo vsi lahko našli prireditve. Pestro dogajanje na Ormoškem se prične že ta vikend, torej v soboto 20. junija, saj bodo konzorcij ormoških gostincev, komunalno podjetje Ormož in pa Radio Prlek na Ormoškem letnem kopališču pripravili prireditev Ormož poje in pleše, ki je že v zgodnjih 80. letih pomenila vrhunec zabave in prijetnega druženja. Na prireditvi pa bodo izbrali tudi Miss Ormoža. Na Ormoškem letnem kopališču vas pričakujejo od 18. ure naprej. V nedeljo 21. junija vas starši učencev osnovne šole Stanka Vraza Ormož ob 18. uri vabijo v Dom kulture, kjer bodo odigrali predstavo Nerodna Avguština in zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad osnovne šole Stanka Vraza. V torek 23. junija bo na Humu pri Ormožu potekala maša za domovino in pa krstovanje s pričetkom ob 18. uri. Uradna otvoritev festivala Ormoško poletje in pa osrednja občinska proslava pa bo v sredo 24. junija ob 19. uri na Grajskem dvorišču. V programu bo sodelovala skupina Jazz Ladies, seveda pa si težko predstavljamo otvoritev festivala Ormoško poletje brez domačinov Barbare Krajnc Avdić in pa Gregorja Geča. Osrednji proslavi sledi
Osrednji občinski proslavi in pa uradni otvoritvi festivala Ormoško poletje pa že tradicionalno sledi Ormoški nočni ulični tek, ki bo letos že 12. Štart po ormoških ulicah pa je ob 20:30 uri. V petek, 26. junija, vas ob 20. uri v svojo družbo vabi pevsko društvo Ukarina. Koncert pod nazivom Čudovit je ta svet bo v Beli dvorani Grajske pristave. V nedeljo 28. junija ob 21. uri vas v svojo družbo vabita Ana Marija Mitič in pa Katarina Čas. Pričakujete lahko sproščeno uro zabave in pravo komedijo zmešnjav sodobnega sveta. Predstava bo odigrana v Domu kulture Ormož. Tudi v letošnjem letu nismo pozabili na naše najmlajše. Ti bodo na svoj račun prišli v sredo 1. julija ob 18. uri, ko si bodo lahko na Grajskem dvorišču ogledali lutkovno predstavo Gospa Pehtra v izvedbi gledališča Iz desnega žepka. V soboto 4. julija se bo tudi letos ponovno odvil Rožmarinkin festival in sicer v senci mogočnih dreves Ormoškega grajskega parka. Rožmarinka vas letos vabi na viteške igre in pravo srednjeveško tržnico, ne bo pa manjkalo niti delavnic na temo srednjega veka. Za prijeten zaključek festivala pa bo poskrbel ribič Pepe, ki vas bo v svojo družbo v Ormoškem grajskem parku vabi prav tako v soboto 4. julija ob 18. uri. V nedeljo 5. julija bomo ob 21. uri na Grajskem dvorišču uživali v družbi dobro znanega reporterja Milana, tokrat s predstavo Ona, bivši in Johnny. Nadaljujemo z glasbo in sicer v soboto 11. julija s pričetkom ob 21. uri se nam bo na Grajskem dvorišču pridružila Nuška Drahček z največjimi domačimi in pa tujimi hiti. V ponedeljek 27. julija prav tako ob 21. uri na Grajskem dvorišču pa še komorni orkester Mladi ljubljanski solisti, ki ga sestavljajo najuspešnejši slovenski godalci, izkušeni solisti, prekaljeni orkestraši, študentje in diplomanti glasbenih akademij v Ljubljani, Salzburgu, Grazu in pa Dunaju. 1. avgusta pa sledi še koncert za mlade skupino Elvis Jackson in Happy All McWeasels, o katerem boste zagotovo še veliko slišali, saj bo potekal v okviru letošnjega OFAK festivala. Uradna otvoritev letošnjega festivala Ormoško poletje bo 24. junija, takoj po osrednji občinski proslavi ob dnevu državnosti. Festival Ormoško poletje bosta tradicionalno odprla Barbara Krajnc-Audič in Gregor Geč, oziroma Natalija in Božo. Sicer pa boste med ponujenim programom gotovo našli kaj zase. Prireditev, ki vam bo popestrila tudi letošnje poletje. Tradicionalno prvo soboto v juniju je tudi letos potekal 13. Salon Jeruzalem 2015. Od tega ga že 8 let organizira kulturno in izobraževalno društvo Kelih. Letos je dogajanje potekalo v dvorcu na Jeruzalemu. Gre za zanimivo dogajanje, ki ga organizatorji popestrijo s prleško kulinariko, srečanjem someljejev, vitezov vina, strokovno vodeno pokušino vin in prijetnim druženjem ob ponudbi najboljših vin tot okrog. Sploh pa poskrbijo, da je na salonu vsako leto nekaj novega. Ja, na salonu Jeruzalem je vsako leto nekaj novega. So novi obrazi, novi vinarji sodelujejo. Potem pa tudi smo malce obrnili na glavo ali pa spremenili kulinarični del programa salona Jeruzalem. Zato nimamo letos več gostujočega kuharskega mojstra, ampak smo pripravili kulinarične delavnice, pa tudi seveda vinske in vse skupaj smo poimenovali Okusi salona Jeruzalem 2015. Tako da tudi na teh delavnicah potem kulinaričnih bomo predstavili prleške jedi v prvi mesne, v drugi iz bučnega olja, v tretji pa seveda naše odlične prleške pogače. Pri tem pa seveda moram izpostaviti naše pridne, marljive vinarje, ki so zopet prinesli na salon Jeruzalem najboljše iz njihovih kleti in so danes upravičeno ponosni na svoje delo čez celo leto v vinogradu in pa v kleti in lahko danes tukaj ponudijo obiskovalcem prav, kot sem rekla, tisto najboljše, kar imajo. Letos so zvezde salona Jeruzalem bile 10 vinarjev oziroma vinogradnikov, 2 Ripax Jarenina, P&F Jeruzalem Ormož, vinska klet Lesjak v Vzmetinci, vinogradništvo Žličar Runeč, vinokupljen Jeruzalem Svetinje, Veros vinogradi Ormož, vinoreja Kavčič Gresovčak, Krampač Štefan Ljutomer Kopriva,
vinogradništvo Štampar Saško Kajžar, vinogradništvo Kos Ključarovci Križevci pri Ljutomeru. Glede na to, da je salon Vin Jeruzalem letos bil že 13. si je med vinogradniki in vinarji kar dobro utrl pot. Sploh pa ga poznavalci radi obiščejo. Ja, smo zadovoljni. Salon se je šele pravkar do dobra začel. Pričakujemo še zdaj, da v kratkem pridejo člani Evropskega reda vitezov vina. Jih bo kar nekaj, ker imajo tudi v okviru programa letošnjega salona njihov tisti svečan podpis listine miru in tudi vino, naš šipon bo postal vino miru, ki ga bodo popili iz čaše miru. Potem imajo tudi vinsko akademijo na temo šipona, seveda. Tako da ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz sosednjih držav bodo prišli člani Evropskega reda vitezov vina. Ko sem pa že tako na hitro pogledala, pa vidim kar nekaj novih obrazov, novih obiskovalcev. Vesela sem, da je med nami tudi kar precej someljejev, ki so prišli na salon. Seveda so imeli uvodoma tudi že srečanje, ampak to je zopet priložnost, možnost vinarjev, da ponudijo, prepričajo, da imamo v Prlekiji resnično izjemna vina. Sicer pa je salon kar nekaj pripomogel k promociji okoliških vin. Ne moremo reči, da je to iz enega dneva na drugi dan, da se poveča prodaja, ampak je na to treba gledati dolgoročno. Tako da dolgoročno več vsakoletni obisk na salonu Jeruzalem se seveda obrestuje. Ne samo zaradi prodaje more biti, ampak tudi zaradi same prepoznavnosti in vinarjev in Prlekije kot turistične destinacije, kar je pa meni osebno tudi zelo pomembno. Poleg tega, da je rdeča nit vino, ampak povezujemo vse in prleško kulinariko, tudi na prleški tržnici, tudi ponudba dvorca Jeruzalem na terasi, malica v kleti, bife kosilo, je prleška. Tako da vse skupaj povezujemo in je Prlekija ena izjemna turistična destinacija, ki jo je vredno obiskati ne samo na dan, ko je salon Jeruzalem, ampak tudi kdaj drugič. Razen možnosti pokušine vin ponudnikov je v teku dneva, kot je že povedala predsednica Tjaša Kos, še bilo kar nekaj zanimivih dogajanj. Tudi prleška tržnica, ki se je odprla točno opoldne, je letos bila bogata kot še nikoli doslej. Takšen dogodek je seveda lahko odlična promocija in priložnost za zaslužek tudi pridelovalcem prleških dobrot in spominkov. Da ne govorimo o prekrasnem ambientu in okolici, ki itak očara še najbolj zahtevne goste. Z dvorcem sicer upravlja podjetje Holermus, ki ima dvorec v najem za 99 let. Župan občine Ormož Alojz Sok je tako kot vsako leto pripravil sprejem za odličnjake, ki so vsa leta v osnovni šoli ali vsa leta v gimnaziji bili odlični. Sprejem so popestrili s kratkim kulturnim programom in s pogostitvijo. Sprejem se je začel s kulturnim programom, kar je dogodek naredilo le še slavnejši. Nato pa je odličnjake, njihove učitelje in ravnatelje nagovoril župan Alojz Sok. Čestitev jim je za uspeh in zaželel veliko uspeha tudi na nadaljnjih šolskih poteh in v življenju. Vsi odličnjaki so za nagrado prejeli celopoletne vstopnice za ormoško kopališče, ki jim bodo morda še kako prav prišle za poletno osvežitev v času brezskrbnih počitnic. Ja, seveda bom obiskala naš ormoški bazen. Hvala. No, ti zaključuješ letos osnovno šolo, katero v občini Ormož? Končala sem osnovno šolo Velika nedelja, sedaj pa sem se vpisala na gradbeno v Mariboru. In kako boš drugače preživela počitnice, razen da greš, da boš hodila na kopališče? Verjetno se bom zelo pogosto družila z mojimi prijatelji in z družino. Kaj boš delala v teku počitnic? Ja, šla se bom kopati na morje, na počitnice.
No in kakšni so občutki, ko mlad človek zaključi osnovno šolo? Pa vrede, pa Kam odhajaš naprej, kam te pelje pot? v gimnaziji Ormož. In potem imaš že kakšne načrte? Ne, še bom videla. Gašper, kako ti tekne pica? Dobro. To je županova pica, veš? Ja, vem, ja. No, kako se ti zdi recimo takšen sprejem, se ti zdi fajn? Ja, zdi se mi fajn, ker je to neka nagrada za našo delo, osnovnošolsko, pa smo nagrajeni s karto za bazen ormoški. No in kakšen je občutek, ko človek zaključi osnovno šolo, se poda na novo pot? Občutek je super, vse veš, ker si neko poglavje zaključijo, ampak hkrati pa veš, da te čaka še težje delo v gimnaziji, ne, oziroma Kam se odpravljaš v gimnazijo? odpravljam se v gimnazijo Ormož. Bravo, Gašper. Hvala. Kaj praviš, karta oziroma vstopnica za bazen je v rokah? Boš hodila na bazen? Ja, definitivno, ker pač to je zelo lepa nagrada, pa jo bom zagotovo izkoristila. No in kako se ti zdi recimo takšen sprejem? Ti to predstavlja kakšno čast? Ja, v bistvu kot neko priznanje pač, da veš, da se ljudje zavedajo, da si se 9 let trudil, pa da nekaj šteje v bistvu. Ne? In kam te pelje pot sedaj po osnovni šoli? Jaz bom šla na drugo gimnazijo v Maribor, ker pač tudi hočem postati v prihodnost igralka in bom izkoristila, kot je tam English Student Theatre in se bom pridružila, pa da si pridobim izkušnje za nadaljevanje. Torej si predstavljaš nekako pester čas srednješolskega šolanja. Zagotovo, ja. No in kakšen je občutek sedaj tako ob koncu šole? Ja, v redu, pač ne rabiš se več toliko učiti, pa počitnice so, pa se bomo malo sprostili, pa se podružili še, pa zabavali. Veliko uspeha in zadovoljstva. Hvala. Ja, občutki so seveda super, zato ker vemo, da smo nekaj dokončali, da smo konec z osnovnošolskim življenjem, še posebej pa zato, ker smo oddelali vsi z odličnim uspehom, kar je še posebej super. Zdaj pa se začne novo življenje, pa gremo v srednjo šolo, pa bo malo drugačno, bomo spoznali nove ljudi, nove učitelje, nove izkušnje bodo. Tako da mislim, da upam, da bom ponovil jaz osebno to, kar sem v osnovni šoli, da bom se trudil naprej, pa upam, da bo z vsemi ostalimi isto, da bodo se potrudili v srednji šoli. Drugače pa so občutki pa so seveda super, sem ponosen na to, da mi je šlo tako dobro v osnovni šoli. In kam se odpravljaš sedaj? Zdaj v srednjo šolo bom se odpravil v Maribor, drugo gimnazijo. Vem, da bo mogoče malo težji izziv, samo upam, da bo mi uspelo, seveda. Seveda ti želimo veliko uspeha in čestitke. Hvala lepa. V vseh 4 osnovnih šolah in na gimnaziji v občini Ormož je bilo skupaj 30 tistih, ki so vsa leta bili odlični. 29 je bilo osnovnošolcev in 1 gimnazijka. Verjeti je, da so za odličen uspeh vložili veliko truda, sploh pa so to mladi, ki vedo biti pridni na vseh področjih. Seveda pa šteje tudi talent. Absolutno, seveda talent tudi moraš imeti, ampak to je premalo, če nisi dosleden, če nisi priden, če ne sediš pri knjigah, potem pač tega rezultata kljub neki inteligenci ni. No in po vašem mnenju na šolah dovolj spodbujajo odličnjake, spodbujate, no? Pač spodbujamo vse nadarjene učence, res pa je, da med nadarjenimi niso samo ti, ki so odlični, ampak so vsi tisti, ki tudi na drugih področjih kažejo posebne rezultate, recimo na športnem, tudi na tehničnem in ni nujno, torej med nadarjenimi niso vedno samo odličnjaki. Tako da teh 9 deklic lahko rečem, da smo ustrezno spodbujali, jih na koncu zdaj ob valeti tudi še posebej nagradili in zanimivo tudi je, da kljub temu, da so bile 9 let odlične, pa vse niti ne gredo v gimnazijo. Koliko jih gre od vaših učencev v gimnazijo v Ormož? V Ormož mislim, da samo 1 po trenutnih podatkih, 1 v Ljutomeri in 1 v drugo gimnazijo v Mariboru, torej samo 3 bodo gimnazijke. Ostali pa torej kljub temu, da so uspešni bili, se pač odločajo za druge srednješolske programe
tudi morda zaradi trenutnega stanja v slovenski družbi in pa tudi v družbi nasploh, ker pač ti družboslovni in podobni poklici nimajo ravno neke velike perspektive, tako da se odločajo tudi za tehnične poklice. Verjeti je, da jih vse skupaj še čakajo uspehi tudi na novih življenjskih poteh, še prej pa seveda dolge počitnice, potem pa novim izzivom na pot. V občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi imamo 28 zlatih bralcev. To so tisti osnovnošolci, ki so bralno značko osvojili v vseh 9 letih osnovne šole. Projekt vodi Medobčinska zveza društev prijateljev mladine, ki je zanje pripravila tudi zaključno slovesnost. Pri društvu Bralna značka Slovenije, ki deluje znotraj Zveze prijateljev mladine Slovenije, so tudi v letošnjem šolskem letu pripravili projekt Zlata bralka, zlati bralec, v okviru katerega s knjigami obdarijo najboljše bralce iz vse Slovenije in zamejstva, ki so vsa osnovnošolska leta brali za bralno značko. Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož je zaključek pripravila minuli teden v Grajski pristavi. Za zlate bralce in njihove mentorje so pripravili kulturni program in jim podelili priznanja. Pozornost je vsekakor spodbuda ostalim osnovnošolcem, ki se v svet branja šele podajajo. Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož organizira to v okviru celotne Slovenije, ker je to vseslovenski projekt, ki pač ob koncu 9. razreda za otroke, ki so osvojili bralno značko vseh 9 let, pripravi to vrstno prireditev. No in kakšna je vaša ocena? Mladi dovolj berejo? Je bilo pričakovano število teh zlatih bralcev? Nažalost moram reči, da tale številka pada iz leta v leto in nažalost bom rekla spet, imamo letos 28 otrok samo, ki so zlati bralci v naših vseh 3 občinah. Tako da ne vem, kaj je k temu, zakaj je tako, ali ta naš sodoben svet, da otroci premalo posegajo po knjigah. Iz katere šole jih je bilo največ? Največ jih je bilo iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Kaj mislite, bi lahko njihovi mentorji, učitelji vplivali na to, na nek način vzpodbujali več branja? Jaz mislim, da ja, s tem, da tudi otroci morajo imeti interes sami, ne, in mogoče tudi starši, da malo spodbujajo, tako da je odvisno mogoče iz večjih dejavnikov. Največ zlatih bralcev je bilo na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Na kakšen način vzpodbujate svoje učence, da čim več berejo, glede na to, da je vaša šola imela največ zlatih bralcev? Ja, veste, v čem vidim prednost tega, da sem mentorica knjižničarka? Otroke poznam že v predšolskem obdobju in zahajajo k meni v knjižnico, oziroma letos sem celo knjižnico preselila k njim, tako da smo organizirali posebno obliko, tako imenovane gostujoče knjižnice, tako da jih spoznavam in jih tedensko srečujem, se z njimi pogovarjam in kasneje v 6. razredu, ko res postanem njihova mentorica, nadaljujem s tem zelo individualnim pristopom, vsakega vprašam, kaj želi brati, mu povem, kako zelo je branje pomembno in potem oblikujeva tako rekoč bralni načrt, v katerem rečeva, tole bom pa letos storil zase z branjem. To je naše geslo, kaj lahko letos zase storim z branjem. In mislim, da je morda to tisto. No, pravzaprav je v celoti oziroma v vseh 3 občinah na nivoju Medobčinske zveze društev prijateljev mladine malo bralcev. Kaj mislite, kaj se dogaja? Skrbi me, da je začel ta poudarek na tehniki, skoraj neke vrste čaščenje tehnike, da je to otroke malo očaralo. Jaz upam pa, da se bodo čez nekaj časa, ko bodo spoznali, da smo ljudje neprecenljivo več drugemu, kot nam lahko tehnika kadarkoli da se bodo vrnili knjigam. Jaz si bom vsekakor prizadevala. Zanimivo je to, da je na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu bila ena izmed mentorjev tudi šolarka. Kakšna je bila tvoja naloga mentorice, na kak način si svoje sošolce spodbujala, kako jih spodbujaš k branju?
Najprej sem jaz imela tudi odlično mentorico, gospo knjižničarko, in tudi prijateljice Ana in Aneja sta me spodbujale k temu, da sem pač brala in vse. In tako se je ta moja pot začela mentorstva, saj sem videla, da lahko s tem veliko pomagaš drugim in tudi samemu sebi. Nato sem začela spodbujati ostale ter govorili pač naj berejo in vse je odvisno od njih, ali bodo brali in naredili bralno značko. No in koliko vas je bilo v osnovni šoli Miklavž pri Ormožu, ki ste osvojili zlate značke oziroma priznanja, zlati bralci? Zlati bralci je bilo 10. Si ponosna na to številko ali bi si želela več? Mogoče bi si malo želela več, ampak tudi sem ponosna na to številko, saj je več kot polovica razreda naredila. Glede na to, da si na koncu osnovnošolskega šolanja, kam te bo vodila pot, boš v nadaljevanju v naslednjih letih tudi brala, se boš trudila okrog tega? Ja, bom brala, ker je to pač zanimivo, pa rada berem, pa veliko razmišljanja ob knjigah. Misliš, da k temu pripomore vzgoja od doma ali v šoli? Mislim, da kar oboje. Torej imaš spodbude od doma? Ja, od doma pa od šole, od učitelja, od gospe knjižničarke, od prijateljev. Po uradnem delu je bila še pogostitev za vse mlade bralce in tako možnost za prijetno druženje in tudi pogovor o tem, kako pa si z branjem popestriti dolge vroče počitnice. Zlatim bralcem pa za osvojeno titulo čestitamo tudi iz našega uredništva. Zadnji tedni pa so bili tudi čas zaključnih šolskih ekskurzij oziroma izletov. Tudi otroci iz vrtcev se odpravijo na izlet v kakšen bližnji kraj. Tako so si otroci iz vrtca Ivankovci privoščili izlet v Ormož. V okviru izleta v Ormož so otroci iz vrtca Ivankovci obiskali tudi Ormoški park in seveda otroško igrišče v parku. Tukaj smo jih tudi srečali, ko jim je bilo dano, da si lahko privoščijo malo več razposajenosti in otroške radoživosti. Večina otrok je seveda v sosednjem Ormožu bilo že neštetokrat, ampak če je obisk Ormoža izlet z vrstniki, pa je to čisto nekaj drugega. Tako da je izletna točka v vsakem primeru bila dobra izbira. Ja, že kar nekaj časa je padla odločitev, da gremo ravno v Ormož. Res je, da vsako leto gremo na en taki manjši zaključni izlet oziroma ekskurzijo. Prej smo hodili v Ljutomer, letos smo izbrali Ormož ravno zato, da si ogledamo našo domačo glasbeno šolo, ker tudi že glasba pa razne kulturne dejavnosti so bile del našega celoletnih dejavnosti in zato je bil v bistvu to ena pika na i zaključka šolskega leta. Kako pa je to, ko pelješ 35 otrok na izlet? Verjetno je to kar veliko skrbi. Zagotovo je velika odgovornost, ravno zato si takrat organiziramo delo tako, da gre več vzgojiteljic, da povabimo za spremstvo tudi kakega starša, ki ima pač trenutno res čas oziroma je doma, tako da res poskrbimo za varnost otrok. Drugače pa je otrokom vožnja z avtobusom zelo zanimiva, zelo radi se peljajo. To izkušnjo redko kdaj doživijo, doma skoraj da ne več, zato jim pač takrat res omogočamo take oblike. Valentina, ti je všeč v Ormožu? Ja. Kaj ti je bilo najbolj fajn? Igrala. Na katerih igralih si se igrala vse? V parku. In sedaj greste nazaj domov, kako se peljete? Dobro. S avtobusom ste ali z vlakom? Z avtobusom se peljamo do vrtca. To pomeni, da imate danes izlet? Ja, pa smo šli na sladoled, pa prav je pisalo, da smo šli z vlakom. Ste si šli ogledat glasbeno šolo? In kako ti je bilo všeč? Lepo. Ko boš velik, boš hodil v glasbeno šolo? Ja. Kaj boš igral? Na bobne. Ti je lepo? Ja. Si bila že kdaj v Ormožu? Ja, punokrat. No, kaj pa ti je danes bilo najbolj všeč? Da smo bili v parku, v glasbeni šoli in na sladoledu. Ti si v glasbeni šoli kaj nagledala, kaj boš igrala, ko boš velika? Ja. No, kaj? Klavir, klarinet, frulico, vlečno flavto.
Wow, kaj pa tu na igralih, kaj ti je bilo najbolj fajn? Tobogan. Kaj praviš, kako ti je všeč tukaj v parku? Fino. Si kaj divjala? Malo sem se lovila. No in na katerem igralu ti je bilo najbolj fajn? Na Hudski? Ja. No, si že bila kdaj v Ormožu tudi prej? Ja, polno. Kaj pa drugače, rada hodiš na izlete? Ja. Kje ste še kdaj bili? Na Ptuju, v gradu, zobozdravniku smo šli za vrtcem. Aha, to pomeni, da si velikokrat že tukaj. Ja. Kaj pa je tebi najbolj všeč v Ormožu? Da smo šli na ogled glasbene šole in sladoleda in v park. Kakšen sladoled si ti kupila? Katerega imaš najrajši? Vanilijo. Aha. In kaj si vse delala tukaj v parku? Sem se gugala in lovila, pa igrala. Rada greš na izlet? Ja. Andraž, ti je všeč v Ormožu? Ja. Ti je všeč takšen izlet? Ja. Zakaj recimo? Zato. Ko smo šli v glasbeno šolo. In kaj ti je od vsega bilo najbolj všeč? Ko smo šli na sladoled, pa v park, pa na igrala. In kdaj greste naslednjič spet na izlet? Ne veš, ne? Ne. Dobro. Alina, kaj pa je tebi bilo najbolj všeč tukaj v Ormožu? Da smo se igrali, zabavali, jeli sladoled, pa da smo hodili. To pomeni, da rada hodiš na izlete? Ja. Si prinesla tudi kaj za malico s seboj? Rok, kaj pa je tebi bilo najbolj fajn oziroma ti je? Ko smo šli na izlet, pa na igrala, pa ko sem se speljal s svojim najboljšim prijateljem Tarzan. In da smo se zabavali in da sem gledal, ko je bager delal nad železi, cuga je odpeljal po tračnicah in gor deval ene plošče, da se ne bi čulo notri v šolo od vlaka hrup. Bravo, super! Lana, kaj pa je tebi najbolj všeč v Ormožu na izletu? Ko smo šli na sladoled. Aha, in kakšnega imaš ti najraje? Čokoladnega. In še kaj drugo ste si vse ogledali, nam boš povedala? Bili smo v glasbeni šoli, pa smo igrali na inštrumente. Kaj pa tukaj na igralih, ti je fajn? Verjeti je, da bo malim Ivankovčanom izlet ostal še dolgo v spominu. Sploh pa bodo v svojih novih dogodivščinah najbrž še veliko več vedeli povedati svojim domačim. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je v sodelovanju z osnovnimi šolami in Ormoško gimnazijo tudi letos organiziralo mladinski raziskovalni tabor na temo Čas osamosvojitvene vojne leta 1991. Udeležencem so pripravili pester 3-dnevni program. Prvi dan tabora je potekal v prostorih veteranskega kluba in je obsegal predvsem teoretični del, ogled filma in možnost dobiti odgovore na številna vprašanja v zvezi z vojno za Slovenijo. Naslednja 2 dneva pa so se odpravili na teren. Bistvo tabora je ohraniti spomin na ta čas in dati možnost, da se mladi podučijo. Na to idejo smo prišli že kar nekaj let nazaj. Saj smo prvi tabor, se mi zdi, če se ne motim, izpeljali že leta 2012. S tem namenom, ker smo vedeli, da v osnovnih šolah in srednjih šolah se ta novejša zgodovina in v dogodkih med vojno za Slovenijo nič ne ve in se nič ne uči, ali pa se strašno malo ve, smo se v območnem združenju odločili, da poskušamo organizirati raziskovalno mladinske tabore na temo dogodkov leta 1991. Moram reči, da tudi na prvem takšnem taboru je bil kar lep odziv.
Dijaki gimnazije in učenci osnovnih šol so se teh taborov udeležili, pridno so delali, poslušali. Sicer prejšnje tabore smo imeli tedenske, imeli smo celi teden, letošnji tabor imamo 3 dni, s tem, da v teh 3 dneh tudi obdelamo dosti več tem, gradiva o teh dogodkih. Koliko vidim, so dijaki in učenci osnovne šole v tej skupini kar zainteresirani za te dogodke in upam, da bomo v petek, ko gremo na obisk Vojaškega muzeja v Maribor in vojašnice v Mursko Soboto, da bomo na zaključku tega tabora imeli kaj staršem in profesorjem pokazati, kaj so ti dijaki in učenci bili sposobni narediti in da se lahko tudi ostale mlajše generacije obrnejo na te dijake in učence, da jih tudi lahko kaj poučijo o teh dogodkih. Zanimivih dogodkov iz časa osamosvojitvene vojne leta 1991 pa je itak več kot dovolj. Med predavatelji je bil tudi profesor zgodovine in slovenščine Marko Lalič, ki je za udeležence pripravil zanimivo debatno uro. Danes smo pripravili za učence in pa dijake eno šolsko uro o domoljubju. V bistvu ne bo nekako frontalni pouk, ampak bolj, da vidimo, da si izmenjamo mnenja, da vidimo, kaj mladi porečejo o domoljubju. No, kaj si vi mislite kot profesor zgodovine, je prav oziroma najbrž ni prav, da tako na nek način po krivici zanemarjamo ta del naše slovenske zgodovine, kot je osamosvojitvena vojna? No, da vam povem pač iz lastnih izkušenj, lahko rečem recimo v učnem načrtu za zgodovino 9. razred je namenjena le ena šolska ura osamosvojitveni vojni za Slovenijo. V bistvu pa je potem nekako samo odvisno od profesorja, koliko se bo pač posvetil tej temi. Lahko pa rečem samo to, da slovenski narod tako ali tako čudež, da je obstal, ne? Naprimer med tem romanskim, germanskim pa jugoslovanskim trikotnikom, ne? In čeprav smo bili vedno mali, smo vedno nekako išli kot zmagovalci, ne? Tako da imamo močno srce. No, v tem smislu je potekala ura razmišljanja o domoljubju in o vsem, kar to prinaša. Mladi pa se tabora udeležujejo tako iz lastnega interesa, kot v okviru obveznih izbirnih vsebin. To poteka v okviru obveznih izbirnih vsebin na naši gimnaziji, zato je to tudi del šole, to pa sem se zdaj tudi kot del prostega časa, ker me to pač zanima. No in kaj si ti misliš, se dovolj govori o teh časih, ko je potekala vojna za Slovenijo, ali morda nehote morda malo pozabljamo na tisti čas? V šolskem sistemu jaz osebno mislim, da premalo dajemo pozornosti tej teme, zato se pač nekako poskušam več naučiti v takšnih priložnostih, kot je na primer ta. Ja, odločila sem zato, ker me ta tema zanima in že za raziskovalno nalogo smo s sošolkami delali to temo. No, zakaj se ti recimo zdi vse to, kar si se tukaj naučila in se še boš, zdi zanimivo? Recimo, k čemu ti bo to pomagalo? Kaj ti bo to prineslo? Je skoraj potrebno znati nekaj o naši zgodovini, naše države, pa da bomo potem lahko prenašali informacije naprej. Jih boš dovolj dobila v tem taboru? Ja, definitivno. Misliš, oziroma kakšno je tvoje mnenje, bi bilo potrebno v šoli se več poučevati o tem času, ko je potekala vojna za osamosvojitev Slovenije? Ja, ker v šoli tej temi namenimo malo ur. Sploh ne pogovarjamo se dosti o njej. Zato se ti zdi fajn, da se dodatno izobražuješ? Ja. Sicer pa so takšni tabori tudi priložnost za prijetna druženja in čas sproščenih pogovorov. Veterani pa poskrbijo tudi za malice in morebitne prevoze. Naš soobčan, Anglež v Prlekiji Michael Griffiths, je izdal knjigo z naslovom 2 kluba, 2 časti. Knjigo je predstavil v prostorih Mladinskega centra Ormož. Predstavitev se je začela točno ob 19. kot je bilo napovedano. S angleško natančnostjo je Michael Griffiths številne udeležence nagovoril. Ura je 19, hvala, da ste se udeležili predstavitve.
in predstavitev svojega knjižnega prvenca izpeljal kot kviz. Tako da so govorili udeleženci, sploh pa imeli možnost, da se preizkusijo v poznavanju svetovne nogometne scene. Čeprav sta v prvem planu bila Majklova v knjigi opevana angleški Arsenal in nogometni klub Maribor. Po kratki in jedrnati predstavitvi je Grific s pomočjo udeležencev povedal vse, sploh pa dal vedeti, kakšno vsebino prinaša knjiga. In kupcev mu že kar takoj ni manjkalo. Pa prisluhnimo odlomku iz knjige Dva kluba, dve časti in kmalu nam bo vse jasno. Sploh pa se ne bomo mogli upreti želji, da bi z užitkom brali dalje. Ljudje se pogosto čudijo, zakaj namenim toliko časa in denarja nogometu. Kratek odgovor bi bil, da takšen pač sem. Nekateri ljudje se ženejo za napredovanjem v službi, drugi posvetijo svoje življenje pomoči drugim, tretji izbirajo znamke. Zame nogomet ni samo pobeg iz realnega življenja, ampak tudi popoln medij za ogled sveta in izražanje mojega mesta v njem. Ne glede na okoliščine ima človeštvo nekatera univerzalna čustva. Malo je stvari, kjer se ta čustva pokažejo tako močno kot pri športu. Skozi nogomet vidiš družbo v njeni najboljši in najslabši luči, ter verjetno v njeni pravi naravi. V zadnjih 40 letih sem zaradi nogometa spoznal ljudi in kraje, ki jih drugače nikoli ne bi. Kljub temu, da je nogomet velikokrat kritiziran kot ustvarjalec delitev, ima tudi velikansko moč združevanja. Moj pogled na svet je zelo preprost. Vsi smo drugačni, a imamo skupno lastnost. Vsi želimo biti srečni. Kaj določa srečo, se od človeka do človeka močno razlikuje, a to niti ni pomembno. Po mojem mnenju je sreča težnja in ne realizacija. Ni naključje, da je najmočnejša država na svetu ustvarjena na sanjah in ne na opremljivih stvareh. Problem se srečo je ta, ko mislimo, da smo jo dosegli, zmeraj hočemo nekaj več. Sosedova trava je vedno bolj zelena. Mnogi se najbrž ne bodo strinjali. A če imam prav, potem sreča prihaja od stvari, ki se jih veseliš, in ne od stvari, ki jih lastiš. Po mojih izkušnjah je dejansko bolje, da 9 mesecev verjameš v ligaško zmago in vero vanjo izgubiš na zadnji nogometni oviri, kot pa da sploh ne verjameš. Zmagovalci se lahko sončijo na lovorikah le 3 mesece, preden se vse začne znova in so ponovno vsi v istem položaju. Iz tega razloga imam veliko srečo, da sem navijač Arsenala. Tudi če ekipa v posameznem letu nima nikakršnih možnosti, je skrivnost v tem, da prilagodiš pričakovanja. Nesposobnost narediti to je začetek vseh nesreč, ne samo v nogometu. Name deluje najbolje, da imam vedno nekaj, česar se veselim na kratki, srednji in dolgi rok. Delo, denar in družina lahko pridejo v poštev na daljši rok. Nogomet pa ponavadi zadeva kratkoročne plane. Kakršnekoli je že nek rezultat, vedno pride naslednji teden, ki se ga lahko veseliš. Tudi če ekipa igra katastrofalno, lahko upaš, da bo prihodnji teden vsaj malo manj slabo. Koledar tekem daje udoben način strukturiranja življenja. Dovoljuje ti, da pripadaš in veš, da bo sreča vedno nekje na poti. Porazi so neprecenljivi, ker dajejo zmagam veliko več užitkov. To knjiga je o nogomet, vsi znajo, da sem navijač Arsenal, skoraj 40 let imam letna karta in sedaj sem v Ormož skoraj 9 let in za nekaj sezona sem šel velikokrat v Mariboru. In lani Maribor in Arsenal so oboje ekipa v Liga prvakov in tista knjiga je dnevnik od vse tekme sem videl. Ja, jaz sem Arsenal za življenje, to bo vedno moja prva ekipa. Ampak živim tudi v Sloveniji, Maribor zelo mi všeč, ampak bo vedno drugič. Arsenal ima račun malo večji kot Maribor, ampak letos Maribor dosti zmaga in druga leta bo več in mora biti še enkrat v Liga prvakov. Dober dan, se spoznate kaj na nogomet? Zelo slabo. Ja. No, sedaj bo ta knjiga še dobila podpis, da bo vse skupaj bolj držalo. Vam je že kaj znana vsebina? Ja, prebrala sem na Facebooku predstavitev, pa všeč mi je, da obstaja v angleški pa v slovenski verziji, ker sem učiteljica angleščine in bom včasih mogoče uporabila za primerjavo dveh tekstov, mi je zelo zanimivo.
Se gre samo za to ali tudi na nek način za spoznavanje teh dveh klubov, Arsenala in nogometnega kluba Maribor? No, pred kratkim smo šolo peljali otroke v Maribor na tekmo, oziroma ne na tekmo, spoznali smo igralce. In jaz sem za nekatere prvič slišala, čeprav bi že verjetno mogla. In me zanima v bistvu filozofija, tudi mogoče ta povezava s pogledom na življenje, kako človek se skozi nogomet oblikuje, kakšen človek postaja. No, verjamem, da boste imeli kar veliko veselja zbrati. Ja, hvala. Sedaj je knjiga še dobila podpis, torej bo držalo. Ja, bo držalo. Tu Damjan Go Viole mi je napisal. Super. No, tudi vi ste na nek način navijač Maribora, torej ste kar tudi pristaš, Majke. Ja, sem pristaš Maribora, pa Majke je tudi moj prijatelj, tako da ne bi bilo v redu, če se danes ne bi tega udeležil. To je čast, da sem prišel. Vam je že znana morda kaj vsebina knjige? Ni mi znana, ker je tudi zdaj prvič vidim, sem pa na Facebooku par stavkov videl uvoda, tako da to je vse, kaj vem, bom pa jo seveda z veseljem prebral pa prečital, sigurno. In tako je Michael Griffiths v nadaljevanju z veseljem delil avtograme in dopisal še kakšen zanimiv stavek. Tako pač kot je Michael vedno zanimiv človek oziroma goreč ljubitelj nogometa. Knjiga Dva kluba, dve časti je izšla pri založbi Kulturni center Maribor in prinaša 224 strani zanimivega branja. Pa ne samo v nogometu, pač pa v splošnih pogledih na življenje nekega nogometnega navdušenca. Sledi še pregled zadnjih športnih dogodkov. Najprej pa oglasi. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponujajo vam široko paleto notranjih fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponujajo vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materiala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Ko Savinjski griči ponujajo vse svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet,
vas pogostili pod Brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Ko si boste zaželeli podariti nekaj lepega, se odpravite v darilni butik na Vinarskem trgu 2 nasproti Vinske kleti na Ptuju. Izbirali boste lahko med izdelki steklarne Hrastnik, Rogaškim kristalom, izdelki svilanita, med suvenirji Ptuja, različnimi svečami ter še in še, za vsak okus in želje. Obiščete nas lahko vsak dan med 9 in 18 uro ter ob sobotah med 8 in 12 uro v darilnem butiku Vinarski trg 2 na Ptuju. Pozdravljeni! V Bakuju v Azerbajdžanu od 12. junija do 28. junija potekajo prve evropske igre. Na igrah nastopa 6342 športnikov iz 49 evropskih olimpijskih komitejev. Na njih je v torek prvič nastopila tudi Ormožanka Urška Kuharič. Strelka ormoškega kovinarja je tekmovala v streljanju z zračno puško na 10 metrov. Z rezultatom 412,6 kroga je osvojila odlično 17. mesto. Druga naša strelka, Živa Dvoršak, je z izkupičkom 411,0 kroga osvojila 26. mesto. Kuharičevi je za uvrstitev v veliki finale 8 najboljših zmanjkalo 3,1 kroga. Našo mlado strelko v petek čaka še en nastop, malokalibrska puška, trojni stav na 50 metrov. O rezultatu bomo poročali v naši naslednji oddaji Utrip Ormoža, kjer bomo Urško tudi gostili pred zasloni televizije Ormož. Za atletskim klubom Ormož je leto že ena velika prireditev. Namreč 19. aprila je potekal že 14. ormoški mali maraton, ki je v Ormož privabil 256 tekačev iz Slovenije in tujine. Poleg otroških in štafetnih tekov se je teklo na 5, 10 in 21 kilometrov. Izjemno uspešni so bili domači tekači, saj so zmage na vseh 3 razdaljah ostale doma. Na 21 km se je zmage veselil Danilo Magdič, na 10 km Blaž Orešnik in na 5 km Aljaž Novak. Atletski klub Ormož bo v sredo 24. junija na Kerinčičevem trgu v Ormožu gostitelj že 12. ormoškega uličnega teka. Pričetek glavnega dela teka, ki na ulice Ormoža privabi močno konkurenco iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije, se bo pričel ob 20:30. Na progo se bodo podale ženske na 4000 in moški na 4800 metrov. Ženska in moška kategorija bo enotna. Pravico nastopa imajo rojeni leta 2000 in starejši. Nagradni sklad pri moških je 580 evrov, pri ženskah 370 evrov. Štart teka na 4000 in 4800 metrov bo ob 21. uri. Predtem se bodo ob 20:30 na progo podali otroci. Letniki 2004 in mlajši bodo tekli en krog, 550 metrov, letniki 2000 do 2003 pa 2 kroga oziroma 1100 metrov. Kategoriji deklic in dečkov bosta ločeni. Ob 20:40 bo na sporedu družinski tek. Pogoj za izvedbo teka bodo vsaj 3 prijavljene družine. Ekipo sestavljata najmanj 2 člana družine, eden od teh mora biti starš. Tečeta se 2 kroga, 1100 metrov. Ob 20:50 je predviden štart štafetnega teka gasilskih društev. Ekipo sestavljajo 3 člani ali članice. Tečejo se 3 krogi oziroma vsak tekmovalec en krog po 550 metrov. Letos so organizatorji za vsako sodelujočo članico dodali 15 sekund bonusa. 3 članice tako imajo 45 sekund bonusa. Za otroški in družinski tek ter štafetni tek gasilcev ni prijavnine. Vsak udeleženec dobi majico organizatorja in napitek. Razglasitev rezultatov bo ob 22. uri.
Podrobnejše informacije o teku na telefonski številki 041 815 694 Ivan Golob ali na naslovu www.ak-ormož.si. Predprijave potekajo do 22. junija in le preko spleta. V predprijavi štartnina za teka na 4000 in 4800 metrov znaša 6 evrov, na dan prireditve 10 evrov. Vabljeni v sredo 24. junija po osrednji občinski proslavi in otvoritvi ormoškega poletja na grajskem dvorišču v Ormožu na Kerenčičev trg, kjer bo potekal že 12. ormoški ulični tek. Obetavne generacije ormoških rokometašev letnika 1997, 98 in 99 nadaljujejo se svojimi pohodi po zaključnih turnirjih državnih prvenstev. Fantje niso uspešni samo v dvorani, ampak so zavidljivo znanje prikazali tudi na prvem kvalifikacijskem turnirju za državno prvenstvo v rokometu na Mivki, ki je potekalo v soboto 13. junija v Ormožu. Kljub okrnjeni zasedbi si je ekipa v mednarodni konkurenci priborila vstopnico na zaključni turnir najboljše četverice. Final Four bo potekal v nedeljo 21. junija v Ajdovščini. Dan prej bo na sporedu še drugi kvalifikacijski turnir, kjer si bosta še dve ekipi priborili vstopnico med 4 najboljše ekipe v državi. Barve rokometnega kluba Jeruzalem Ormož so na prvem kvalifikacijskem turnirju zastopali Kevin Caf, Nejc Zidarič, Timon Grabovac, Miha Kavčič, Dominik Ozmec, Gašper Horvat, Žak Ciglar. Ekipa bo v Ajdovščini močnejša še za Miha Kulmančiča, Tilna Kosja in Tineka Hebarja. Obe tekmi naše ekipe na zaključnem turnirju si boste lahko ogledali na lokalni televiziji Ormož v novi jesenski shemi športnega programa. Čez vikend je v Vidovcu na Hrvaškem, kraju oddaljenem 20 km od Ormoža, potekal mednarodni rokometni turnir za letnike 1998, 2002 in 2004. Udeležile so se ga 3 selekcije rokometnega kluba Jeruzalem, ki so osvojile 2 drugi in 1 5. mesto. Kadeti so se v okrnjeni zasedbi veselili 2. mesta v konkurenci reprezentance Slovenije, Karlovca, Bjelovara in domačega Vidovca. Starejši dečki so drugo leto zapored klonili v velikem finalu. Obakrat so za Jeruzalemčke bili usodni rokometaši Varaždina, ki so se v finalu veselili zmage z 18-14. Mlajši dečki so v konkurenci 6 ekip osvojili 5. mesto. Najbolj pa veseli napredek v igri ekipe in posameznikov iz tekme v tekmo. V bodoče bo ta ekipa deležna številnih turnirjev, ki bodo kaj kmalu prenesli napredek pri ekipi in posamezniki. Skupaj je na turnirju iz rokometnega kluba Jeruzalem Ormož sodelovalo 41 mladih športnikov in 4 trenerji. Med posamezniki je bil pri kadetih Marin Šutalo izbran za najboljšega vratarja turnirja, Gašper Cvetko pa za najboljšega igralca turnirja pri starejših dečki. Na turnirju v Vidovcu je sklopu priprav na festival Evropske mladine v Gruziji nastopila tudi reprezentanca mlajših kadetov, letniki 1998 in mlajši, katere barve so branili tudi 3 Ormožani, Dominik Ozmec, Miha Kavčič in Gašper Horvat. V ozadju lahko spremljate kadre za najzanimivejše tekme reprezentance v Vidovcu. Nasprotnik Karlovac, drugovrščena ekipa letošnjega hrvaškega državnega prvenstva pri kadeti. V prvem polčasu je izid bil 4-krat izenačen. Mladi Slovenci pa so si kljub kar 8 tehničnim napakam v 4 primerih priigrali 2 zadetka prednosti. S prednostjo 2 zadetkov 8-6 so varovanci trenerja Saše Prapotnika odšli tudi na odmor. V prvem polčasu je treba pohvaliti tudi vratarja Karlovca Antonija Otmačiča, ki je v 20 minutah zbral 5 obramb, od tega tudi 7-metrovko Gregorju Ocvirko. Na slovenski strani se je Gašper Dobaj zaustavil pri 3 obrambah. Član Trima Marko Kotar je najprej v 21. minuti poskrbel za prvo slovensko vodstvo za 3. V 25. minuti pa je isti rokometaš po lepem prodoru Slovenijo povedel v vodstvo za 4, 12-8. V tekmi, ki je trajala 2x20 minut, bi to morala biti prednost, ki bi zadostovala tako kvalitetni ekipi kot je Slovenija. Vendar je prišlo do preobrata. Karlovac je vedel kaznovati vsako napako nasprotnika in po že 12. zapravljeni žogi je Tomislav Špruk, sicer hrvaški reprezentant te generacije, s svojim 4. zadetkom poskrbel za izenačenje na 12. Po nekaj prehitrih zaključkih napadov je hrvaški podprvak v 34. minuti, 6 minut pred koncem celo prvič povedal. Dorijan Blaškovič je bil tisti, ki je zadel za vodstvo Karlovca s 14-13.
Za izenačenje je po lepi akciji poskrbel krožni napadalec Jeruzalema Miha Kavčič. Slednji si je nato prislužil izključitev in Karlovac je v napad za vodstvo krenil z igralcem več v polju. Na srečo Slovenije je svojo 6. obrambo zbral Dobaj in omogočil svoji ekipi napad za vodstvo. Grosupeljčan Matej Slemenjak pa je bil tisti, ki je poskrbel za novo vodstvo Slovenije s 15-14. Sledile so napake Karlovca in Celjan Nejc Drobež je za veliko mere sreče prišel do žoge in za lepim zadetkom zapečatil usodo hrvaške ekipe za zmago Slovenije s 16-14. Pri zmagovalcih 7 obramb Dobaja, 4 zadetki Drobeža, 3 Tilna Dobovičnika, 2 od Cvirka, Kavčiča in Kotarja. Po enkrat so zadeli Gašper Horvat, Anže Dobovičnik in Slemenjak. Pri Karlovcu 6 obramb Otmančiča, 4 goli Špruka in po 3 Hrvoja Capana in Davida Vojaka. Mlade Slovence zdaj čaka kratek počitek. V sredo 8. julija pa pričetek priprav na Olimpijski festival Evropske mladine, ki bo potekal od 26. julija do 1. avgusta v Tbilisiju v Gruziji. Slovenija je v pretekmovalni skupini skupaj z gostitelji Gruzijci, Francijo in Švico. V drugi skupini so Nemci, Madžari, Danci in Norvežani. Na zadnjem olimpijskem festivalu Evropske mladine se je zmage na rokometnem turnirju pri moških veselila reprezentanca Slovenije letnika 1996. In samo še slovo. Prijetne počitniške dni vam želimo in seveda pridružite se nam čez teden dni. Pred dopustom pripravljamo še 4 oddaje, potem pa nas čakajo novi časi in oddaje iz novega studia, ki se bo nahajal v Domu kulture. Več o tej novosti pa v eni izmed prihodnjih oddaj. Srečno!